neuspela finančna pomoč Grčiji. Pred nekaj meseci je javnost razburila novica, da je Grčija tik pred bankrotom in da nujno potrebuje pomoč evropskih držav, da se izogne popolni katastrofi in totalnemu razsutju državne strukture. In potem je dejansko prišlo do tega, da so države članice Evropske unije pomagale tej sestrski članici in z ogromno finančno pomočjo pripomogle k temu, da se je Grčija zopet postavila na noge. Toda sedaj, le nekaj mesecev po temu, je razvidno, da ta pomoč že ne bo več zadostna, da se Grčija še naprej sesuva in da bo potrebna še dodatna izdatna finančna injekcija. Kako torej, da z finančno pomočjo ni mogoče zaustaviti propadanje nekaterih držav? Zakaj se finančne potrebe kar naprej stopnjujejo? Pravijo, da je nujen korak za rešitev grških problemov čim prejšnja privatizacija čim večjega državnega sektorja. Mnogi se ne zavedajo, kako denarni tokovi dejansko potujejo po tem svetu, kakšne igre so v ozadju, kakšna pravila in kdo so glavni akterji, ki odločajo o določenih stvareh. Pred nekaj desetletji so se bančniki začeli združevati in povezovati in obstaja nekaj pomembnih vplivnih oseb oziroma pomembnih globalnih bank, ki so ene izmed najbolj vplivnih in ki se povezujejo med seboj v mrežo. In te banke postavljajo načrte, kako bodo čim bolj razvijale svojo mrežo in vpliv po vsem svetu. Posledica teh dejavnosti je propad večine manjših bank v Ameriki in po Evropi, zato ker so te velike banke ustvarile tak pritisk, da so te male banke propadle oziroma so te velike banke pokupile male banke. In ves ta bančni sektor deluje na ta način, da na določenih predelih sveta, kjer so razmere stabilne, najprej pošljajo poslance, ki ta del sveta poskušajo čim bolj destabilizirati. Ti poslanci so politični ali finančni predstavniki, ki na lep miren način poskušajo prepričati vodstva držav, da sprejmejo mednarodno finančno pomoč, ki bo pripomogla k večjemu gospodarskemu razvoju države. Seveda namen teh pomoči ni v resnici to, da bi se gospodarsko stanje v državi izboljšalo, temveč da bi države postale čim bolj odvisne od te mednarodne bančne pomoči oziroma od teh velikih bančnih lobijev. In podobno se je zgodilo že na Irskem in v Grčiji in dogaja se tudi po ostalih državah, vključno za Slovenijo. Tudi Slovenija in slovenski voditelji vse bolj nasedajo slepilom in prevaram teh mednarodnih bančnih ustanov. Te ustanove delujejo po tem principu, da poskušajo čim bolj privatizirati gospodarski sektor, javni sektor, tako da bi se čim bolj razširil pohlep in težnja po povečevanju dobička, torej po medsebojnem tekmovanju in uničevanju, po hlastanju po naravnih virih in po ignoriranju tistega, kar je najboljše za vse. Trenutni bančni sistem predstavlja človeški ego oziroma človeški pohlep, kajti denar, kot obstaja sedaj, je osnovan na dolgu in obrestih in če si denar usposodiš, si čez nekaj časa dolžen banki vrniti veliko več denarja nazaj, kot ti ga je posodila. Zato stalno primanjkuje denarja v obtoku in da bi se ta primanjkljaj pokril, je potrebno tiskati oziroma izdajati vse večje količine denarja. To posledično pripelje do inflacije oziroma do zmanjšanja vrednosti denarja. In vse skupaj je podobno kot tisti igri
ko imaš recimo 6 plesalcev in 5 stolov. In ta igra poteka tako, da ko glasba preneha igrati, se mora tistih 6 plesalcev čim hitreje zagrebsti za preostalih 5 stolov. In igra je seveda narejena tako, da v vsakem primeru eden od plesalcev ostane brez stola in izvisi. Po enakem sistemu deluje naš bančni sistem. Deluje na ta način, da uničuje posameznika in ljudi, tako da se povečuje revščina in beda na tem svetu. In posledično majhno število ljudi postaje vse bolj bogatih, medtem ko milijarde ljudi postanejo vse bolj revnih. Zato se je potrebno prebuditi in se zavedati, da nobeni drobni popravki finančnega sistema in nobene finančne pomoči ne bodo imele trajne rešitve za izboljšanje stanja na tem svetu. Potrebno je spremeniti celotni finančni sistem. V popolnosti je potrebno preoblikovati vrednote denarja in družbe. In tega se pri Destiny zavedamo, zato smo prišli z rešitvijo, ki se imenuje enakovredni denarni sistem. Ta sistem predstavlja popolno preobrazbo vrednot družbe in delovanje finančnega sistema. In to na tak način, da denar ne bo več podpiral pohlep in tistega, kar je v pomanjkanju, temveč da bo spodbujal izobilje. Življenje bo imelo v enakovrednem denarnem sistemu največjo vrednoto. Sedaj denar podpira tekmovanje, enakovredni denar bo podpiral medsebojno sodelovanje, harmonijo in sožitje. Omogočil bo enakovredno distribucijo vseh naravnih virov in stvari, ki jih ljudje potrebujemo. In ne samo za ljudi bo poskrbljeno, temveč tudi za vsa živa bitja, kot so živali in rastline. Prosim, raziščite to rešitev na spletni strani destiny.si in equalmoney.org in podprite politične aktivnosti na tem področju. Postanite aktivist za spremembo sveta, za izboljševanje naše družbe. Vključite se v spletni izobraževalni program Destiny iProcess, da boste postali notranje stabilna, resnicoljubna in zaupanja vredna oseba in začnite soustvarjati lepšo prihodnost tega sveta, tako da bomo lahko vsi živeli v izobilju. Hvala.